Drugič, zakaj bi kdo kupil naš produkt? Problemi in potrebe kupcev. Vsaka poslovna pot se v osnovi začne s problemom. Cilj vsakega podjetja je, da svojim kupcem reši določen problem, zaradi česar bodo ti kupci za to rešitev pripravljeni plačati. Paziti moramo, da besedo problem razumemo širše. V podjetništvu rešitev problema kupcu predstavlja vrednost. Zato, ko govorimo o problemu, ne govorimo samo o težavah, ki jih kupci imajo, ampak tudi o njihovih potrebah, željah in čustvih. Za primer vzemimo dve podjetji, kjer prvo prodaja riž, drugo pa rože. Prvo rešuje eksistencialen problem človeka, to je potreba po hrani. Drugo pa prodaja materialno dobrino, ki v osnovi vzbuja čustva in zadovoljuje željo po lepem. Ko za 8. marec kupimo mami rožo, ta ne predstavlja neke nujne potrebe, saj mami ne reši dejanskega problema, ampak s tem pokažemo, da jo imamo radi. S tem prodajalec rož nudi kupcu zadostitev potrebe v bolj abstraktnem, čustvenem pomenu. Ko bomo iskali problem, je pomembno, da razumemo opisano definicijo problema. Pogosto se izkaže, da ko začnemo z iskanjem problema, pomislimo samo na riž, pozabimo pa na rože. Domača naloga. Pri iskanju problema vam je lahko v pomoč, da se vprašate, zakaj sami kupujete izdelke. Premislite, kaj ste vi ali vaši starši v zadnjem času kupili v trgovini in se nato vprašajte, zakaj ste vi ali vaši starši bili pripravljeni ta produkt ali storitev plačati. Naj ponazorimo na primeru. Vsako leto pred 1. septembrom, ko se prične šola, ste vsi verjetno šli po nakupih šolskih potrebščin. Razlog, zakaj so vaši starši bili pripravljeni odšteti 100 ali več evrov za šolske potrebščine, je v tem, ker bodo njihovi otroci le-te potrebovali skozi celo šolsko leto. Lahko se ponovno vprašamo, zakaj je to problem oziroma pomembno. Zato, ker vam želijo omogočiti šolanje. In če se ponovno vprašamo, zakaj je to problem ali pomembno, zato, ker želijo, da pridete do znanja, s katerim boste lahko dobro živeli, ko odrastete. Na takšen način lahko razmislite o tem, zakaj ste nazadnje kupili nekaj v trgovini. Za domačo nalogo, ki jo boste predebatirali z mentorjem pri naslednjem srečanju, razmislite in zapišete, kakšen problem, potrebo ali željo si bodo kupci rešili, ko bodo želeli kupiti vaš izdelek ali storitev. Odgovorite si, kaj bodo imeli od tega.